Pri Citroenu pravijo, da je to najbolj udoben in modularen SUV na trgu. 4 leta po prvi uradni predstavitvi je na slovenske ceste pripeljal prenovljeni C5 Aircross. No, poglejmo, kaj to vse skupaj pomeni. Še prej pa vas spomnimo, da se naročite na naš YouTube kanal in ostanete na tekočem z vsemi novostmi. V prvi vrsti udobje mu zagotavljajo sedeži Citroen Advanced Comfort. Potem imamo tukaj vzmetenje Citroen Advanced Comfort, ki vključuje vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki. Tisti drugi del, modularnost in pa prostornost, se bom pa navezal na drugo vrsto, saj imamo v drugi vrsti 3 ločene sedeže. Vsi so enako široki, vzdolžno pomični. C5 Aircross je torej veliki družinski SUV, ki skuša z udobjem in modularnostjo zapolniti vrzel v dobi izginjanja enoprostorcev. No, s tokratno prenovo Citroen nekako sledi svoji rdeči niti. Pravijo, da je celovita oziroma 360-stopinjska. Prednji del je dobil bolj odločno zasnovo in pa nov svetlobni podpis v obliki črke V. Logotip dvojne puščice, ki je bil načeloma na ostalih vozilih v kromirani barvi, je dobil sedaj dizajn v svetleče črno barvi in pa posebne klavirske tipke, ki imajo kromiran poudarek. Prenova je bil deležen tudi obroba na prednjem odbijaču, tako da je tudi v bistvu izboljšana aerodinamika. Nov je svetlobni podpis zadnjega dela, ki je sedaj sestavljen iz 3 ločenih LED modulov, da pa nekako stilsko povežejo prednji in pa zadnji del vozila. Je pa tudi na zgornjem delu posameznih modulov viden dizajn klavirskih tipk. Prenovljena pa je tudi notranjost na čelu s sedeži, ki predstavljajo zaščitni znak udobja tega vozila. Pa poglejmo, kakšne so spremembe. Tukaj imamo notranjost najvišjega nivoja, ki je sestavljena tudi iz perforiranega napa usnja. Prenovi notranjosti prispeva tudi nova sredinska konzola, ki je dobila novo prestavno ročico e-toggle. Hkrati pa ta prestavna ročica omogoča tudi več odlagalnih mest na sredinski konzoli. Prenovljen je bil tudi osrednji del armaturne plošče. Tista največja novost v notranjosti pa je osrednji 10-palčni zaslon, ki daje občutek, kot da lebdi v potniškem prostoru. Ponudba pogonov za zdaj ostaja enaka. Še naprej so tu bencinski, dizelski in hibridni pogoni. Do sedaj so se kupci posluževali večinoma nekje v 60% tiste bolj opremljene različice, hkrati pa je slovenskim kupcem bil najbolj zanimiva dizelska izvedenka v kombinaciji z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom. V tem letu pa prihaja do izraza tudi hibridna izvedenka, ki predstavlja že nekje 8% naše prodaje. In prav to hibridno izvedenko, gre za priključnega hibrida, smo preizkusili tudi mi. Lahko si ogledate naš test ali pa preračun, ki je pokazal, da se nam pri polnjenju priključnega hibrida lenoba nikakor ne izplača.